Živijo, Blaž. Zdravo, Matej. Ja, 6 dni je minilo od najnega zadnjega podcasta, ki smo ga snemala zadnjo nedeljo, in takrat nažalost napovedala to, kar se je potem tudi uresničilo, in sicer, da bo Miamiju verjetno malce zmanjkalo za končni preboj v končnico, da bo Chicago verjetno tisti, ki bo zaradi lažjega razporeda na koncu bolj imel več sreče in zaigral v končnici. Se zgodi, kaj praviš, Blaž? Pač se zgodi, take stvari se dogajajo, Dragiću sicer malo bolj pogosto kot ostalim, ampak kaj čmo. Ja, ravno danes sem objavil eno kratko novičko na našem Facebooku, kjer sem šel pogledat zadnje sezone Dragićeve kariere in pač ugotovil, da je Dragić letos že petič končal z pozitivnim izkupičkom, se pravi z več zmagami kot porazi. In kljub temu zamudil končnico, kar se recimo zelo redko dogaja in nekaterim igralcem samo enkrat v karieri, večini igralcem morda enkrat, morda dvakrat, Dragiću pa letos že petič, tako da dejansko ne moremo trditi, da ima veliko sreče pri teh številkah. In zato seveda je skrajni čas, da tokratnem podcastu potegneva črto pod sezono Miamija, pod Dragićevo sezono, in se bova pogledala malce zazrla v prihodnost in se vprašala, ali Miami bolj podoben temu, kar je prikazal v prvem delu sezone, ko so nanizali 11 zmag in 30 porazov, ali je bliže tistemu v drugem delu sezone, ko so nanizali 30 zmag in samo 11 porazov, ko so dejansko bili ena izmed najboljših ekip skupaj, recimo z Golden State Warriorsi, po različnih kazalcih njihove obrambne učinkovitosti, njihove napadalne učinkovitosti in tudi recimo koš razlike pri samem vrhu med najboljšimi ekipami. In zato se bomo vprašala, ali je Miami sposoben v naslednji sezoni to nadgraditi, nadaljevati to igro, ki jo je prikazal v drugem delu sezone, in se seveda podati v boj za sam vrh konference, biti v bitki, v boju za morda finale konference. To je tisto prvo vprašanje, ki si ga bova postavila in nanj skušala odgovoriti. Potem sva pa rekla še drugi del podcasta, pa seveda prvi pari prvega kroga končnice. Na hitro bova pogledala vse pare in pač dala neke napovedi, skušala napovedati, kdo bo nadaljeval, kdo bo napredoval v drugi krog končnice. Tako da ne bova zgubljala časa, sva rekla na hitro, kratko in sladko v tokratnem podcastu, zato kratka pauza in se vrneva z Miamijevo sezono. Ja, Blaž, na koncu, kot kaže, sezono odločilo ravno to, kar je bila glavna tema že med samim rednim delom sezone, pogosta tema mnogih pogovorov, namreč počivanje igralcev, počivanje glavnih igralcev v nekaterih moštvih. Na koncu so v zaključku sezone vsa moštva, ki so se že prebila v končnico, spočila svoje glavne igralce. Zaradi tega je sam zaključek in tiste zadnje tekme so morda izgubile tisti čar negotovosti, tisto borbenost, ki bi jo morda lahko videli na teh tekmah, če bi se vsa moštva še borila za nekaj pomembnega, za svoje mesto v končnici. Tako pa, nažalost, so vsa moštva Indiana, Miami in Chicago, ki so se na vzhodu še vedno borila za končnico, so nažalost tiste zadnje tekme igrala proti moštvom, ki so svoje glavne igralce spočila, in zato seveda ni bilo tiste negotovosti, izidi so bili lahko predvidljivi, še posebej tisti zadnji večer, ko sta Indiana igrala proti Atlanti, ki je spočila celotno prvo peterko, prav tako pa tudi Brooklyn Netsi, proti katerim je igral Chicago, so spočili celotno prvo peterko. In če lahko v primeru Atlante to še recimo razumemo, ker igrajo v končnici in niso svoje mesto, svoj položaj v končnici so imeli že zagotovljen predtem, zaradi tega dejansko niso igrali za nič in so razumljivo spočili svoje igralce, pa malce bolj čudno to pri Brooklynu, ki je prav tako spočil svoje igralce, čeprav, Blaž, tukaj je morda nek razlog, recimo razlog, zakaj je Brooklyn spočil te igralce. Ja,
te grdi jeziki, bomo rekli, po internetu špekulirajo, da bi lahko to bilo nekakšno maščevanje Miamiju za Tylerja Johnsona, ki mu je Brooklyn pred začetkom te sezone ponudil tisto 50-milijonsko pogodbo, ki pa je na to Miami izenačil, saj je bil Tyler Johnson že strikrat free agent, kar pomeni, da je Miami lahko izenačil kakršnokoli ponudbo, je dalo katero drugo moštvo za tega igralca in ravno to naj bi bil tisto, recimo temu narekovajih, sladko maščevanje Brooklyna za to potezo Miamija. In morda je ravno to odločilo na koncu tudi o potniku v končnico, čeprav bi tudi ob polni postavi Brooklyna Chicago definitivno bil favorit na tisti tekmi. Bil bi favorit, vendar nekaj dni pred tem, ravno pred zadnjo tekmo, to je bila povratna tekma, predtem so igrali tekmo, na kateri je pa Brooklyn premagal Bike v zadnjem tednu. Zaradi tega nikoli ne veš, vsekakor bi Brooklyn imel precej večje možnosti, če bi igrali igralci njihove prve peterke. Brooklyn je namreč v zadnjem mesecu igral zelo dobro, končno so se vrnili nekateri igralci, ki so manjkali skoraj celotno sezono. Jeremy Lin je eden izmed teh, ki je igral odlično v zaključku sezone. Brooklyn je pravzaprav v drugem delu sezone, sem ravno prej gledal, imel isto razmerje zmag in porazov kot Cleveland Cavaliers. Tako da Brooklyn v drugem delu sezone sploh ni bil tako zelo slab, ko so se vrnili te poškodovani igralci, zaradi tega nikoli ne veš, vendar ja, nažalost seveda so spočili te njihove glavne igralce in je bilo vse jasno že pred zadnjim večerom, namreč da Miami ne bo napredoval. Kljub temu, da je sezono končal z 41 zmagami in 41 porazi in po prvem delu sezone, v katerem so zmagali samo 11krat in na to izgubili 30 tekem, na to v drugem delu sezone zmagali 30krat in nanizali samo 11 porazov, torej zrcalna slika prvega dela sezone. Tudi v vseh statističnih pogledih in zaradi tega sva rekla, da morda bi bilo zanimivo za najne poslušalce, da v tem podcastu se vprašava, kaj je zdaj Miami? A je Miami tisto v prvem delu sezone, ko so zmagali 11krat in izgubili 30krat? Ali je Miami tisto v drugem delu sezone, ko so zmagali 30krat in izgubili samo 11krat? In ko so dejansko po vseh, kot sem dejal že v najnem uvodu, po vseh statističnih kazalcih so dejansko sodijo med najboljša moštva lige. Povsem pri vrhu so v napadalni učinkovitosti, povsem na vrhu v obrambni učinkovitosti, torej nasprotnike so zadržali pri izjemno nizkem številu točk na eni strani in na drugi strani dosegali veliko točk. Obenem pa tudi koš razlika jih uvršča samo za Golden State Warriors v tem drugem delu sezone in če bi celotno sezono igrali tako, kot so igrali v drugem delu sezone, bi na koncu konkurirali za eno izmed prvih 3 mest v ligi. Bi bili mogoče, če bi celotno sezono tako igrali, in njihova projekcija seveda približno 60 zmag, 20 porazov, 62 zmag, 20 porazov, nekaj takega, kar jih na koncu seveda lahko uvrsti na 3. mesto oziroma na 2. mesto v tej sezoni, bi končali v 62 zmagah, bi končali na 2. mestu, takoj pred San Antonijom. In je seveda vprašanje, ali je pravzaprav možno, da je ta ekipa res tako dobra. Vzorec ni majhen. Polovica sezone vendarle pomeni polovico sezone. Slaba moštva ne igrajo slabo, lahko najdejo recimo del sezone, 2-3 tedne, ko recimo ujamejo nek ritem. Ampak če ti 3 mesece igraš na določenem nivoju, je pa že nek določen pokazatelj kvalitete verjetno, Blaž, kaj praviš? Ja, jaz se strinjam, ampak recimo, če ti probam jaz odgovoriti na to vprašanje, kateri obraz Miami je ta prav, bom jaz malo bolj, tako bom rekel, diplomatski, bom rekel, da oba. Kajti problem Miamija, vemo že od začetka sezone so bile poškodbe in tukaj se je pokazalo ravno to, da Miamiju manjka globina. In dejansko, če pogledamo vse ekipe, če bi najboljši igralci imeli težave s poškodbami in ne bi igrali, bi na koncu imeli težave premagovati svoje nasprotnike. In iluzorno bi bilo pričakovati, da bi Miami celotnih vseh 82 tekem lahko odigral brez poškodb, ker dejansko se to ni zgodilo še nikoli. In ravno ta kratka klop je tisto, zaradi česa so na koncu ostali brez končnice in v bistvu tudi na koncu nažalost potegnili kratko.
Strinjaš z mano? Pravzaprav ne v celoti, namreč, ja, res je, da strinjam se s tabo, da seveda utopija je računati na to, da bo moštvo celotno sezono zdravo, ampak količina poškodb, ki jih je imel Miami to sezono, je res brez precedensa, oziroma je res nekje na nivoju povsem zase. Eno je recimo, če ti igralec manjka kakšno tekmo ali dve, recimo, če ti nosilci manjkajo 5-10 tekem, ampak Miami je letos skupaj s Filadelfijo bil daleč najbolj poškodovano moštvo v ligi in igralci Miamija in Filadelfije so letos skupaj kumulativno izpustili preko 300 tekem, medtem ko je recimo tretje moštvo, ki je imelo največ težav s poškodbami, Minnesota, njihovi igralci so izpustili skoraj pol manj tekem, približno 150 tekem so izpustili njihovi igralci. Torej, igralci Miamija so izpustili skoraj dvakrat več tekem kot tretje najbolj poškodovano moštvo v ligi, kar je vendarle recimo neka anomalija. Ne moremo reči, da je taka sezona s toliko poškodbami. V prvem delu sezone, na prvih 40 tekmah so zamenjali 19 različnih prvih peterk, kar dejansko pomeni, da so pravzaprav vsako drugo tekmo igrali z drugačno peterko. Mislim, da če ti kateremukoli moštvu, recimo kateremu tudi najboljšim moštvom, vsi vemo, kako pomembna je neka konstanta v igri, da še posebej recimo za glavnega organizatorja igre, da ve, kdo so tisti igralci, s katerimi bo začenjal tekme. Dragič je več ali manj v prvem delu sezone vsako tekmo igral, začenjal tekme z drugimi soigralci, kar seveda pripelje do večjega števila izgubljenih žog, ne veš natančno, igralci niso uigrani. In to je tisto, kar jim je manjkalo v prvem delu sezone. Nobena konstante ni bilo, tekme so igrali celo z 8 igralci, kar je minimalno dovoljeno število igralcev na tekmi, s katerimi lahko začneš neko določeno tekmo, s tem, da ta 8. igralec je bil Udonis Haslem, ki sploh ni stopil v igro. Tako da so dejansko recimo nekaj tekem, v prvem delu sezone sem šel prav gledati in so dejansko igrali back-to-back tekmo, kjer so na obeh tekmah je bil tisti 8. igralec ravno Udonis Haslem, ki je igral 3 do 4 minute. Torej dejansko sploh ni bil v rotaciji in v rotaciji so imeli samo 7 igralcev na 2 back-to-back tekmah. Tako da to je dejansko situacija, v kateri je težko računati na neko določeno zmago, s tem, da tista morda celo največja ovira je pa ravno recimo Chris Bosh in njegova pogodba, ki je bila celotno sezono še vedno na proračunu. Namreč Bosh, kljub temu, da sploh ni zaigral letos za njih, je še vedno njihova pogodba bila všteta v njihovem capu in on bil prijavljen kot del rosterja, kot del postave ekipe, tako da oni niti niso mogli pripeljati recimo drugega igralca na mesto Bosha, ker so z Boshem imeli zapolnjenih vseh 15 mest. Nekajkrat so dobili celo potem posebno dovoljenje lige, da so lahko zaradi tega, ker so imeli toliko težav s poškodbami in poškodovanje še 3, 4, 5 igralcev, da so lahko za 10 dni pripeljali nekega dodatnega igralca, ampak tega so mogli seveda potem po 10 dneh, ko je ta pogodba potekla, so morali seveda že spet zaprositi za dodatno dovoljenje in to so nekajkrat storili, dokler se jim tudi ta opcija ni več, oziroma se je vrnil Josh Richardson, so se vrnili nekateri igralci. Potem v drugem delu sezone, seveda, ko so bili zdravi in takrat pa so tudi zaigrali precej bolje, tako da, ja, po eni strani se strinjam s tabo, da seveda vsako moštvo ima lahko težave s poškodbami, vendar po drugi strani toliko težav s poškodbami, kot jih je imel Miami letos, je vendarle težko pričakovati, da bo tako tudi prihodnjo sezono. In zaradi tega je seveda zdaj to vprašanje, če bodo zdravi, tako kot so bili v drugem delu sezone, ker namreč dobro so začeli igrati takrat, ko so se v moštvo, ko se je vrnil Waiters, ko je bil recimo tudi James Johnson je bil v prvem delu sezone poškodovan, Goran je v prvem delu sezone manjkal 8 tekem, potem v drugem delu sezone izpustil samo 1 tekmo. Mimogrede, od teh 9 tekem, ki jih je Goran zamudil letos, so jih izgubili 8, zmagali samo 1. Torej, če pomisliš, recimo, če bi Goran 2-3 tekme več odigral, bi verjetno lahko računali. Ravno recimo ta zadnji poraz brez njega v Indijani, so v Indijani izgubili tekmo za 4 točke, Indijana ni igrala dobro in je delovalo dejansko in vse, kar je manjkal Goran, pa bi verjetno tisto tekmo dobili. Ampak ja, seveda, ok, dobro, z Goranom so tudi izgubili tekmo proti New Yorku potem na koncu, ampak takrat je pa manjkal Waiters.
v tem zadnjem delu sezone, to sva seveda tudi mislim, da se oba dva strinjava, če Waiters si ne bi že spet zvil gležnja, namreč Waiters je manjkal tudi takrat v tem drugem delu sezone, je to že drugi zvin njegov gležnja. Drugi zvin, res, če pogledamo malce bolj podrobno to Miamijevo sezono, je res kar malce komično celotna situacija s poškodbi, namreč Waiters si je proti Minnesoti zvil gleženj na začetku tega zmagovalnega niza, manjkal 3 tedne, nato pa en mesec kasneje zvil isti gleženj, že spet proti Minnesoti in seveda potem manjkal do konca sezone, ker je bil isti zvin istega gležnja, že takrat je imel verjetno vezi rahlo nategnjene, tako da zdaj je bila ta isti zvin še dodatno povzročil pač težave. In ja, dejansko mislim, da če bi v drugem delu sezone, če ne bi prišlo do poškodbe Waitersa, bi oni bili v play-offu. Ja, jaz se strinjam s tabo, na koncu v bistvu verjetno je Waiters manjkal za to, da bi naredil še dobili tisto eno zmago, ki jim je manjkala za uvrstitev v play-off. Gaš pa ja, no, koliko smo se tudi mi da pogovarjali, bo zanimivo, kaj se bo zdaj pri Miami dogajalo ob koncu sezone, se pravi v poletnem prestopnem roku, kaj bojo počeli, ne. Dejansko pogodbe bojo potekle Jamesu Johnsonu in Dionu Waitersu, sicer oba imata player options, ampak verjetno je brez veze pričakovati. Player option pomeni, da lahko igralec izbira, ali bo podaljšal pogodbo še za 1 leto ali ne. Ja, in je pač, mislim, da je sploh noben ne verjame v temu, da bo ta ona dva te pogodbe podaljšala, ampak bo ta, se pravi, opt-outala, se pravi, ne bosta tega sprejela in bosta iskala boljšo, donosnejšo pogodbo. Tako da sedaj bo zanimivo videti, kaj bo Miami naredil glede teh 2 igralcev. V bistvu sta bila recimo, če gledamo prvih 6 igralcev, sta bila ona dva izmed teh 6, ne, se pravi 2 ključna igralca v rotaciji. Potem bo zanimivo videti, kaj se bo zgodilo s Chrisom Boshom, ali ga bodo dejansko odpustili zaradi zdravstvenih težav ali ne, kajti liga to omogoča, če igralec določen čas, se pravi, mislim, da 1 leto od takrat, ko je nazadnje stopil na parket, ne igra več zaradi zdravstvenih težav, ga pač ekipa lahko zaradi tega odpusti, brez da bi se jim to poznalo na proračunu. Ne vem, res bo zanimivo, ne? Nekaj se omenja, da želijo Haywarda, tudi Gallinari naj bi bil v igri, ne? Tako da dejansko res bo zanimivo videti, kaj bo poleti storil Riley. Ja, to sta 2 imeni, Hayward in Gallinari, ki so ju nekateri že povezovali z Miamijem. Zdaj ta zadnja najbolj aktualna novica oziroma zadnji igralec, ki ga tudi povezujejo z Miamijem, je Carmelo Anthony. Kar nekaj znanih novinarskih imen je omenilo Miami kot potencialno destinacijo oziroma potencialno trade destinacijo Carmela, ki naj bi zapustil New York, kjer seveda ni našel skupnega jezika s Philom Jacksonom. Njuni odnosi so povsem skrhani in zgleda, da se jih tudi ne da popraviti. Zato se zdi, da je odhod Carmela skoraj da neizbežen in nekateri novinarji omenjajo Miami kot to potencialno destinacijo. Hayward, ja, Gallinari so tudi imena, ki so se povezali, namreč Miami bo sedaj imel, ti si omenil Chrisa Bosha bodo zagotovo poleti izkoristili to opcijo in bodo njegovo pogodbo izbrisali iz proračuna. To pomeni, da bo njegova pogodba, ker bo zaradi zdravstvenih razlogov prekinil kariero, da bo njegova pogodba izničena, pokrila jo bo zavarovalnica v celoti, on seveda še vedno dobi celoten denar, ki mu ga dolgujejo, nihče mu ne bo nič ostal dolžen, vendar pogodba ne bo, tako kot si povedal, štela v Miamijev proračun in tako bi lahko Miami letos poleti, oziroma ne bi lahko, temveč bo, vendar bo imel na voljo skoraj $40 milijonov. Če recimo morda Wayna Ellingtona, če ne izkoristijo možnosti za podaljšanje pogodbe, potem še Josha McRobertsa, če recimo njegovo pogodbo, če ga odpustijo in njegovo pogodbo izkoristijo tako imenovano stretch provision in jo raztegnejo na 3 leta, lahko še na tak način pridobijo nekaj milijonov, tako da se lahko zgodi, da bodo to poletje operirali tam nekje z 40 do 45 milijoni denarja, ki ga bodo lahko zapravili za nove igralce. Zdaj,
Najprej bodo seveda morali se odločiti, kaj bo, kot si omenil, James Johnson in Dion Waiters, sta dva igralca, ki bosta izkoristila možnost zgodnje prekinitve pogodbe in bosta iskala novo pogodbo. Letos sta imela odlični sezoni in seveda lahko na trgu dobita precej več, kot bi zaslužila sicer, če ne bi izkoristila te možnosti. Zaradi tega seveda bodo v Miamiju morali najprej se odločiti, kaj z Jamesom Johnsonom in Dionom Waitersom. Jaz sodim med tiste, ki menijo, da to moštvo v tej postavi, če je zdravo, lahko naslednjo sezono doseže več kot 50 zmag. Mislim, da 60 zmag, temu bi lahko rekli že resen kandidat za naslov prvaka. Mislim, da Miami v tej postavi, sedanji postavi, ne more biti resen kandidat za naslov prvaka, lahko pa je moštvo, ki se bori za prva 4 mesta v konferenci in ki se bori tudi za nastop v finalu konference. Potencialno, mogoče, če se jim vse pokrije in če vsi igralci odigrajo njihove tekme kariere, morda celo za nastop v finalu, ampak tega ne bi garantiral. Ampak v tej postavi pa mislim, da se lahko resno borijo za nastop v finalu konference, torej za preboj med 4 najboljša moštva lige. Da lahko zmagajo nekje med 50 do 55 zmag, če seveda gradijo na povsem istem moštvu kot letos, če ne pride do nobenih sprememb. Vendar to bo pomenilo, da bodo seveda morali Jamesa Johnsona in Diona Waitersa plačati kar lepo. Letos bo proračun se dvignil na rekordnih 103 milijone ameriških dolarjev, po tej novi kolektivni pogodbi, ki bo letos stopila na veljavo, bodo klubi lahko za igralce zapravili 103 milijone dolarjev in to seveda omogoča Miamiju precej manevrskega prostora. Vendar, če zdaj, seveda, govorila sva 40 do 45 milijonov, če Wayna Ellingtona, ki je recimo najboljši zadev največ trojk letos v vrstah Miamija in je za višino pogodbe svojo vlogo odigral zelo dobro, vsekakor upravičil svojo 6-milijonsko pogodbo. Če ga pripeljajo nazaj, pomeni, da imajo tam približno 38-37 milijonov na voljo. Potem, če seveda ponudijo recimo Jamesu Johnsonu, zdaj je seveda vprašanje James Johnson in Dion Waiters, pa te bom vprašal tako, Blaž, kakšno pogodbo bi ti ponudil Dionu Waitersu, kakšno pogodbo bi ponudil Jamesu Johnsonu in potem odšteva to od tega denarnega izkupička. Ja, jaz osebno bi obema dal tam okoli 12 milijonov, mogoče Waitersu 13-14 milijonov, ampak recimo za to, da zaokrožijo. Za koliko let? Zdaj je treba tudi gledati na to, da James Johnson ni več najmlajši. James Johnson je star 30 let, tako da jaz mislim, 3-letno pogodbo bi bil pri njemu maksimalno, medtem ko Dion Waiters je tako, jaz sem pri njemu vsako sezono nekoliko skeptičen. Letos je verjetno imel najboljšo sezono, odkar je v ligi, ampak lahko drži to konstanto še naprej. Jaz pri njemu ne morem pomagati, da sem vedno skeptičen. Ja, Dion, Kobe Wade, najbolj me vedno zabaval od vseh zgodb o Dionu Waitersu. Dion Waiters je zagotovo, če je v kakšni prvini na prvem mestu med vsemi igralci v ligi, je morda to njegova samozavest. Namreč tega mu nihče ne more odzeti. On vedno misli, da bo zadev vse mete in o njegovi samozavesti, ki mi ne poznamo, sta recimo dostikrat govorila celo LeBron James ali Kevin Durant, oba dva sta že precej povedala temu samozavesti. Tudi Goran je rekel, da je Dion tako samozavesten, da če se odloči, da bo poletel na Luno, lahko poleti na Luno. Dejansko, in tista izmed zgodb, ki priča o tej njegovi brezmejni samozavesti, je to, da je od svojih soigralcev na univerzi zahteval, da ga kličejo Kobe Wade. Tako da njegovi soigralci na univerzi so ga morali klicati Kobe Wade. Predstavljaj si zdaj v igri. Kobe Wade! KB! Tako da, in dejansko, letos je imel najboljšo sezono in končno nekako pravilno omejil oziroma usmeril to svojo samozavest v bolj racionalno igro. Pokazal je, malce je recimo na pameten način omejil to samozavest tako, da ni več vrgal vsakega meta, vendar se predvsem izboljšal kot podajalec, kot playmaker. In ravno zaradi tega sta Dragić tako dobro sodelovala, ker je Dion iskal Dragića
ker je iskal ostale soigralce, ker je podajal žogo, ker sta oba seveda po prodorih pogosto najprej iskala podajo in šele potem iskala možnost za lastno zaključevanje akcije in na ta način seveda odlično odprla, razširila igro Miamija s trojkami, potem so seveda Miami začel odlično metati trojke ravno zaradi tega, ker sta Dion in Goran tako dobro prodirala in seveda tako dobro iskala potem soigralce na zunanjih položajih. 12 milijonov, ti si rekel za oba 12 milijonov. Mislim, da bo za oba to bi znalo biti premajhno. Recimo, zanimiva postranska zgodba je ta, da letos seveda, to sezono je seveda Dionov agent, je postal generalni direktor Los Angeles Lakersov. In se nekaj že govori po prihodu seveda Magica, je imenoval ravno Dionovega agenta, tudi Kobijevega agenta, gre za istega možakarja. Rob Pelinka je tisti, ki upravlja za to vlogo pri Lakersih in se že govori, da naj bi Lakersi bili tisti, ki naj bi mu ponudili tam nekje okoli 15 milijonov za 5 let. In meni se zdi to na tem trgu, kjer bodo vsa moštva ravno zaradi ponovnega dviga proračuna imela dovolj denarja, se mi zdi povsem možno, da bosta oba, in James Johnson in Dion Waiters, dobila recimo pogodbe tam nekje v rangu 15 milijonov dolarjev na sezono je povsem možno, 12 do 15, 12 do 16 milijonov, celo 12 do 17 milijonov se mi ne zdi povsem nemogoče, recimo v tem nekje rangu. Seveda je potem tudi odvisno od tega, koliko si oba želite nazaj. Moštvo v Miamiju so letos ustvarili odlično kemijo, oba poudarjata, da v tako dobrem in tako bratskem moštvu, če lahko uporabim ta izraz, tako prijateljskem moštvu, kjer naj bi vsi igralci bili res se odlično razumeli, še nikoli nista igrala. Oba sta imata za seboj najboljše sezone v njuni karieri. In ali bi morda zaradi tega bila pripravljena dati Miamiju malce popusta? To je sedaj tisto vprašanje, vendar v vsakem primeru, ko sva delala to računico, koliko denarja Miami še ima, če bo obema ponudil tisto, kar recimo ceno, ki jo bo diktiral trg, ki jo bo narekoval trg, potem lahko računamo, da bo Miamiju potem, ko bo obema ponudil njune pogodbe, ostalo približno še tam nekje maksimalno 10 milijonov na sezono. Maksimalno. Jaz mislim, da celo manj. Tako da, poleg njiju dveh, seveda Miami ne bo mogel pripeljati še kakšnega od teh igralcev, ki so jih omenjali. Recimo Hayward je na prvem mestu med temi realno dosegljivimi prostimi agenti, oziroma prostimi igralci, ki bodo recimo na voljo letos poleti. Omenjal se je tudi nekaj Blake Griffin med temi, ampak že spet, Blake Griffin in Hayward sta igralca, ki bosta verjetno na tem trgu dobila blizu 30 milijonov dolarjev, če ne celo več kot 30 milijonov dolarjev. To je trg, nobeden izmed teh dveh igralcev si po mojem mnenju ne zasluži take pogodbe, ampak jo bosta dobila preprosto zaradi tega vnovičnega dviga proračuna in zaradi tega, ker če ne njuni moštvi, ima bo pa nekdo drug ponudil, ker bodo vsa moštva zaradi dviga proračuna imela nekaj dodatnega denarja na voljo. Ja, in pa treba je tukaj še upoštevati nekaj, ker se mi zdaj pogovarjava, lih v tem kemiji, ki si govoril, ne, zdaj, z novimi igralci, recimo pripelješ Haywarda, pripelješ Griffina, ne, to so nove osebnosti, to so novi egi, bomo rekli, ne, in to vse lahko vpliva na kemijo moštva. Recimo letos so igrali fantastično, potem pa samo zamenjaš, sicer, dobro, ne gre za istega tipa igralca, zamenjaš Waitersa z Haywardom, recimo, ne, in se ti lahko celoten sistem poruši. Na papirju naj bi bil boljši, ne, kaj se pa dejansko potem dogaja na igrišču, je pa nekaj drugega, ne. Tako da dejansko jaz mislim, da je tudi za naprej, potem tudi za naslednje sezone, jaz mislim, da je tole za Miami eno izmed bolj pomembnih poletnih prestopnih rokov, vsaj glede prihodnosti, ne, ker dejansko, če gledamo potem, se pravi, Dragića bo imel zdaj še 3 sezone, ne, Dragić tudi ne postaja več najmlajši in jaz mislim, da če hoče se resno vključiti v boj za prvaka, ne, je letošnje poletje ključno poletje. Ja, čeprav morda je ta boj za naslov prvaka, so morda previsoki cilji. Ravno, čeprav seveda
zdaj, ko smo omenjali Carmelo Anthony, jaz mislim, da bi bila to realno, bodimo realni, najslabša opcija. Če bi pripravili Carmela Anthonyja, to, kar si govoril o kemiji, mislim, da bi na kemijo moštva najslabše vplival ravno Carmelo Anthony. Tak Carmelo Anthony, kot je letos igral v New Yorku, je več ali manj že odslužen igralec. Ne vem, ali se lahko rehabilitira, ali lahko recimo se vrne v formo, ki jo je kazal pred leti, ali je že prestar, Carmelo tudi 33 let, ali so to že leta, v katerih se preprosto ne more več vrniti oziroma kazati igre blizu formi, ki jo je nekdaj kazal. Mislim, da zelo težko in tak Carmelo Anthony, kot je letos igral v New Yorku, bi bil samo utež. Mislim, da bi v tem primeru bilo celo boljše, da bi nazaj pripeljali Wadea, kot recimo Carmela Anthonyja. Za tak denar veterana, ki rad igra igro v izolaciji, ki zaustavlja igro. Namreč Miami je letos v drugem delu sezone začel igrati to recimo moštveno Spurs košarko, ki jo goji San Antonio, košarko, pri kateri žoga ves čas kroži. Njihov moto je bil od dobrega meta k boljšemu metu, torej vedno iskati dodatno podajo, drugo, tretjo podajo, s katero prideš še do boljšega meta, kljub temu, da imaš recimo odprt met in ima tvoj igralec, ki je še v boljšem položaju. Tako da to pa ni igra, ki sede Carmelu. Melo rad igra počasi, rad igra v izolaciji in preprosto, ja, to, kar si govoril o kemiji, najslabše mislim, da bi na kemijo moštva vplival ravno Carmelo Anthony. Hayward je igralec, moštveni igralec, ki mislim, da bi se dobro vklopil v to ekipo, ampak seveda, če pride Hayward, pomeni, da imajo potem kvečjem morda še 10 milijonov, da to ponudijo Jamesu Johnsonu ali Dionu Waitersu. Verjetno za vse tri, ne verjetno, ampak zagotovo ne bi mogli pripeljati in Haywarda, in Waitersa, in Jamesa Johnsona. O Gallinariju se nekaj govori, ki je meni tudi izjemno neljuba opcija. Ne razumem, Gallinari je velik potrošnik žog, vendar izjemno neučinkovit igralec, njegovi odstotki meta so bili vedno slabi, enodimenzionalen igralec, ki pa bo letos na tem trgu prav mogoče dobil tam nekje blizu 20 milijonov dolarjev, tudi o takih številkah se govori. Mislim pa, da recimo 2-3 leta nazaj ta Gallinari ne bi dobil niti 10 milijonov dolarjev. Že spet zaradi tega dviga proračuna in dodatnega denarja, ki bo na voljo na trgu, se bo umetno dvignila cena. Podobno kot se je že lansko poletje, ko so se številna moštva, o tem bova morda kaj več spregovorila v kakšnem od prihodnjih podcastov, številna moštva ravno upekla s tem, ko so nekaterim igralcem zaradi dviga proračuna ponudila nenormalno visoke pogodbe, in tako smo recimo dobili te primere Mozgova z 17 milijoni, blizu 18 milijoni na sezono, centra, ki na sezono daje 5 točk in 5 skokov, in že en mesec recimo ne igra več. Recimo tudi Tyler Johnson od Miamija, za moje pojme, je dobil izjemno visoko pogodbo, teh 50 milijonov v 4 letih, pri kateri je treba vedeti, da bo on dejansko v zadnjih 2 letih zaslužil skoraj 20 milijonov dolarjev na sezono, kar je za tazga igralca izjemno veliko. Ja, sedaj bo namreč to, tako kot si rekel, povsem se strinjam s tabo, to bo eno izmed najpomembnejših, če ne celo najpomembnejše poletje Miamija, ki bo definiralo njihovo pot za naslednja 3, 4, 5 let, morda še dlje. Naslednje leto niti nimajo svojega izbora na draftu, dolgujejo ga Phoenixu, to v tisti menjavi za Dragića, tako da letos bodo lahko še pripeljali nekega mladega igralca preko nabora, morda, če bo loterija srečna, celo kakšnega relativno dobrega igralca. Ta letošnji draft ne bi bil precej globok, tako da ne bi bili dobri igralci dosegljivi tudi tam kot 10., 11., 12. izbor, tako da vse je možno. Na prostem trgu pa ja, vprašanje. Jaz mislim, da bi bilo najboljše za to moštvo, če bi lahko recimo vse igralce pripeljali nazaj in jim dali možnost, da dejansko pokažejo, česa so sposobni, če so zdravi, če ostanejo celotno sezono zdravi. Mislim, da si je to moštvo svojo igro v drugi polovici sezone to tudi zaslužilo. Zdaj, kot jaz poznam, kar jaz vem o Rileyju, on vedno gleda, išče možnost, da bi pripeljal v moštvo kakšnega zvezdnika. Zaradi tega mislim, da
da bi lahko bil, mislim, da ima ravno Riley recimo dovolj velik ego, da si lahko misli, jaz pa lahko rehabilitiram Carmela Anthonyja, jaz ga pa lahko pripravim. Če sem to naredil, poglejte, kaj sem naredil s temi igralci letos, če sem iz Diona Waitersa naredil moštvenega igralca, iz Kobe Wadea, ko sva govorila o Kobe Wadeu, o njegovi samozavesti, Kobe Wade, dal si je vzdevek morda po dveh izmed roko na srce večjih solerjev v zgodovini košarke. Če je lahko iz Kobe Wadea naredil moštvenega igralca, ki v prodoru najvišče podajo, bolj kot išče recimo zaključek lasten koš, lahko pa morda to naredim tudi iz Carmela. Morda je Riley tak tip človeka, ima dovolj veliko samozavest, da bi lahko pomislil na kaj takega. Tako da jaz ne bi rekel, da je to nemogoče, predvsem zaradi tega, ker bi lahko recimo Carmela Anthonyja zaradi tega prostora v proračunu dobili brez tega, da bi recimo morali poslati Dragića ali Whitesida ali katerega od izmed teh igralcev z večjo pogodbo. In zaradi tega bi lahko recimo, ampak seveda že spet, potem bi jim to precej kepa zapolnilo in zdaj vprašanje. Potem se je treba odločiti, ali James Johnson ali Dion Waiters kot tista opcija. Čim bodo pripeljali še nekoga drugega, neko drugo večje ime, v moštvo pomeni, da se bodo morali odreči ali Diona Waitersa ali Jamesa Johnsona. Jaz osebno spadam med tiste, ki bi zelo radi videli, kaj lahko to moštvo naredi, če pride nazaj v isti postavi, skupaj z Ellingtonom, skupaj tudi recimo z Babittom, za katerega mislim, da bi potem seveda igral precej bolj obrobno vlogo kot letos. James Johnson bi bil potem tisti začetni krilni center, začetna štirka v prvi postavi. In bi seveda v tem primeru bi njihova postava izgledala Dragić, Waiters, verjetno Winslow začenjal tekme na trojki, upajmo, da z izboljšanim metom, če bi vsaj toliko popravil met, recimo, da bi tisto povprečje lige dosegel nekje, bi bila to izjemno nevarna ekipa, potem še z Jamesom Johnsonom na položaju krilnega centra in Whitesidom na položaju centra. Winslow je igralec, ki ima določene sposobnosti, ki je dovolj nadarjen, da mislim, da letos ni pokazal tistega, česar je dejansko sposoben. Mnogi trdijo, recimo, ravno ko se je poškodoval Winslow, je Miami začel igrati bolje, vendar ampak takrat, ko se je poškodoval Winslow, so se tudi vrnili drugi igralci, se je vrnil Waiters, se je vrnil James Johnson po poškodbi, Dragić je bil zdrav v drugem delu sezone, tako da Winslow je bil poškodovan in dejansko problem njegove je seveda ta, da izjemno slabo meče iz pol razdalje in razdalje. V bistvu praktično nič ne zadane iz položajev, ki so malce bolj oddaljeni od koša. Zaradi tega ga obrambe puščajo na teh zunanjih položajih in so obrambe v tem prvem delu sezone precej bolj zgoščevale prostor pod košem, so se zgostile v raketi, oziroma čim je recimo seveda Dragićov v prodor in Winslow stal v kotu, je tisti igralec, ki je Winslowa pokrival, šel pomagati v obrambi pri prodoru Dragića. In s tem seveda lažje so onemogočili prodore, to je ta problem, ki se je pokazal pri njem. In če bo recimo pokazal boljši met, jaz dejansko mislim, da ta Miami, tak kot je, ima potencial, da naslednjo prihodnjo sezono konča na enem izmed prvih 4 mest vzhodne konference. Ne vem, če se strinjaš. Ja, se strinjam s tabo. In dejansko bo res zanimivo videti, kaj bo zdaj naredil to poletje, ker sam osebno ne vem, kaj bi naredil. Res ne vem, kaj bi naredil. Jaz mislim, strinjam se s tem, da se pripelje nazaj enako moštvo, kot je igralo letos, ampak hkrati pa še vedno ostaja tisti majhen, kaj pa, če lahko jaz to nadgradim. In dejansko res me zanima, kaj bo Riley naredil to poletje, ampak je pa še treba nekaj vedeti, ker sva prej govorila o tem prenapihnenem trgu, pa to finta je v tem, da letos poleti res, bom rekel, vrhunskih igralcev, ki bi bili na voljo, jih ni. In ravno zaradi tega bojo igralci tipa Gallinari dobivali toliko više pogodbe, ker je to v bistvu najbolje, kar je ta trenutek na voljo. Dejansko izmed igralcev, ki bodo na voljo, je najboljši ravno Hayward. Mislim, prosti igralec bo tudi Curry, prosti igralec bo Durant, vendar vsi seveda pričakujemo, da so to igralci, ki bodo podaljšali pogodbe z njunimi moštvi, tudi za Griffina recimo pričakujemo. Mnogi trdijo, da je, ko gledamo po lestvici tistih najboljših igralcev, da je potem ravno Hayward tisto najboljše ime,
ki bo morda zamenjalo svojo sredino, ampak seveda tista glavna stvar, glavni problem te nove kolektivne pogodbe, ki bo letos stopila na veljavo, je ta, da lahko matično moštvo igralca, posameznega igralca, torej moštvo, ki ga je izbralo tudi na draftu, temu igralcu v tistem najvišjem, najbolj bogatem scenariju ponudi celo 50 do 60 milijonov več kot katerokoli drugo moštvo. Zaradi tega seveda vsi pričakujejo, da bo verjetno večina igralcev, ki bo ostala, ki bo na voljo, ki bo letos večina prostih igralcev, da bo podaljšalo pogodbe s svojimi matičnimi moštvi, predvsem zaradi tega, ker jim lahko ta ponudijo toliko več denarja. Namreč ta nova kolektivna pogodba je ravno taka, da sedaj bo še težje prihajalo do prestopov prostih igralcev in bodo bolj v igri ravno potem potencialni trade in menjave, in tukaj seveda potem pride v igro ta scenarij za Carmelom Anthonyjem, ker edini način, da ti dobiš neko tako ime, čeprav seveda, da ne bova se vrnila na debato, ki so že dala, vprašanje, kakšno ime je danes sploh Carmelo Anthony, ampak govorim o nekem renomeranem igralcu z tisto najvišjo možno pogodbo, ga boš lažje dobil verjetno preko kakšnega trada kot preko prostega trga oziroma na prostem trgu, na trgu prostih igralcev, ker se ti igralci verjetno zdaj ne bodo več odločali za to, da bodo menjali sredine. In zato zaradi tega tudi meni se zdi najbolj verjeten celo ta scenarij, da pripeljejo nazaj Jamesa Johnsona, pripeljejo nazaj Waitersa, kakšne manjše ukrepitve, še tiste mid-level ukrepitve, rotacijske ukrepitve, recimo 7., 8. igralec, med 6. in 8. igralcem v moštvu, do teh še lahko pride, ampak verjetno do kakšnih večjih sprememb pa ne bo znalo priti, ne bo prišlo, razen seveda, če se nam ne obeta kakšen mega trade, v katerega bi pa vpletli recimo ali Whitesida ali Dragića, vendar glede na to, kaj sta oba pokazala letos v Miamiju, se mi zdi tudi to izredno majhna verjetnost. Oba sta upravičila svoji pogodbi, Dragić je celo precej nadigral svojo pogodbo, on je recimo letos zaslužil nekaj manj kot 16 milijonov dolarjev, recimo igralec, ki je statistično predvsem primerljiv Mike Conley, organizator Memphis Grizzlyjev, bo letos zaslužil skoraj dvakrat več. On je lansko poletje dobil skoraj 30 milijonov na sezono. Njune statistike, če jih pogledate, so skoraj da identične v vseh kategorijah odskokov, s tem, da je Dragić bolj učinkovit pri metu iz igre. Da je Dragić nekaj boljši v tem aspektu in ob precej boljši obrambi, ki jo je letos igral, tudi v tem aspektu ne zaostaja recimo za Conleyjem, ki pa, kot sem dejal, zasluži skoraj dvakrat toliko. Ravno zaradi tega se mi zdi težko verjetno, da bi zdaj menjal Dragića, ker ti primerljivega organizatorja boš moral zdaj na tem novem trgu plačati vsaj dvakrat toliko, s tem, da seveda primerljivi organizatorji niti ne bodo dosegljivi letos poleti, oziroma ne bodo na voljo letos poleti. Tako da, ampak pri Ryliju nikoli ne veš, si sam rekel. Ja, točno tako, ne. Tako, mislim, da dovolj so povedali o Miamiju, kratka pauza in potem na hitro pogledava še pare prvega kroga končnice. No, za konec pa si pogledava na hitro še pare prvega kroga končnice, ki se začenja že danes v soboto ob 9. po našem času, torej bodo tekme lažje dosegljive tudi gledalcem v Sloveniji, ki se bodo lahko tako gledali kakšno zanimivo tekmo prvega kroga. In če greva kar začneva na vzhodu, morda najbolje? Ja, lahko, ja. Se pravi, prva tekma oziroma prvi par Boston-Chicago, drugi par Washington-Atlanta, tretji par Toronto-Milwaukee in pa še zadnji četrti par Cleveland-Indiana. In ravno Cleveland in Indiana danes odpirata playoff. Tako, mislim, da če začnejo kar s Cleveland-Indiana, ja, jaz sodim med tiste, ki so še vedno mislijo, kljub izjemno slabemu, če ne že katastrofalnemu zaključku sezone Clevelanda, ki je v drugem delu, mislim, da sem to v prejšnjem delu že omenil, je imel isto razmerje zmag kot najslabša ekipa vzhoda, z enakim porazom, najslabša ekipa vzhoda, Brooklyn. Resnično
katastrofalna obramba, predvsem obramba je bila v tem drugem delu njihov največji problem. Igralci moštva s hitrimi igralci na zunanjih položajih so prebijali njihovo obrambo kot švicarski sir, se sprehajala pod obroč in brez težav so igralci zaključevali te prodore. Če je slučajno kakšno moštvo imelo malce bolj dominantnega, visokega igralca, tudi v postu s Tristanom Thompsonom niso imeli igralca, ki je sicer Tristan Thompson zelo dober skakalec v napadi in obrambi, vendar pa ni tako močan, da bi se lahko s tistimi najbolj težkimi centri recimo spoprijel in jih zaustavil. Tako da, ja, ne vem kaj. Cleveland zagotovo v tem drugem delu sezone izgledal izjemno slabo. Če bi sodil samo po tem drugem delu sezone, bi rekel, da nimajo niti najmanjših šans za osvojitev naslova, letošnjega naslova prvaka oziroma za ponovitev, za vnovično osvojitev naslova, da nimajo niti najmanjših možnosti. Če bi sklepal samo po tem drugem delu sezone, bi dejal, da bodo imeli celo izjemno velike težave, da se bodo sploh prebili v finale, kaj veliko finale, celo v finale konference. Ampak, kot sem začel, jaz še vedno sodim med tiste, ki vendarle menijo, da lahko LeBron James, podobno kot lansko leto, podobno kot v lanski končnici, kjer je preklopil, podobno kot vsako leto pravzaprav v končnici, kjer LeBron povsem začne igrati še bolje, svojo igro stopnjuje, dvigne igro še za stopničko višje. S tem, da nikakor ne smemo zanemariti LeBrona, ko bo govorila prihodnji teden, podeljevala nagrade za najbolj koristnega igralca, podeljevala nagrade za najboljše peterke lige, najboljše obrambne igralce. Vse to bova morala, predvsem pri debati o najbolj koristnih igralcih, spregovoriti nekaj o LeBronu. LeBron je namreč letos postavil rekord po številu skokov in po številu podaj, vendar se tega sploh ne omenja dosti, ker je imel seveda Westbrook tako izjemno individualno sezono. Ta statistika, ki je recimo Marc Gasol ne mara, ki Marc Gasol je namreč dejal, da statistika ubija moderno košarko in statistika bo ravno verjetno razlog, zaradi katerega bo morda na koncu Westbrook postal MVP, najbolj koristen igralec lige. Vendar, to, kar želim povedati, je, LeBron je letos imel izjemno statistiko. Ni imel slabe statistike, njegovi odstotki, vse njegove številke so povsem na nivoju, vrhunske, in če bo to seveda zdaj nadgradil še v končnici, jaz verjamem, da lahko Cleveland preklopi stopničko više in se prebije do finala, vendar ne verjamem pa, to moram pa že povedati, ne verjamem pa, da lahko potem v finalu premagajo, vendar mislim, da v prvem krogu bi morali brez večjih težav dobiti Indiano. Blaž. Ja, jaz se strinjam. Indiana dejansko, sploh v tem zaključku sezone je igrala dokaj slabo. Mislim, da so imeli v bistvu izmed Chicago, Indiana in pa Miami, mislim, da je na koncu imela Indiana celo, mislim, da najslabše razmerje zmag in porazov na zadnjih 10 tekmah, tako da so dejansko se v končnico uvrstili na račun boljšega razmerja prej. Ampak, tako kot si že sam rekel, jaz mislim, da tista prav Cleveland se bo zdajle pokazal in proti njim Indiana nima niti najmanjših možnosti. Toronto, Milwaukee. Milwaukee je bil letos tisto moje skrito moštvo, ki sem ga z užitkom spremljal. Njihovo sezono sem spremljal od začetka do konca. Sem velik ljubitelj Janisa Antetokounmpa, Greek Freaka. Mislim, da je Antetokounmpo potrdil letos svoj gromozanski talent, pokazal, da bo v prihodnjih letih krojil sam vrh lige, že sedaj sodi med najboljše igralce in da bo verjetno še boljši. Letos je postal celo prvi igralec, ki je končal v statističnih kategorijah po točkah, po skokih, po podajah, po ukradenih žogah in po blokadah med najboljšimi 20 igralci lige. Tako da
izjemno raznovrsten igralec, ki lahko menja položaje od 1 do 4, od 1 do 5 celo. Teoretično igral je že v nekih small ball različicah, tudi na položaju centra in obenem seveda tudi na položaju organizatorja. In Giannis Antetokounmpo kot vodja te ekipe, ko bova govorila o tistih nagradah za idealne peterke, ja, mislim, da bom jaz ga postavil, nisem se še odločil, prva ali druga najboljša peterka lige, mislim, da si zasluži mesto v prvi ali drugi. In to, kar je naredil z Milwaukeejem, je izjemno. Tudi Jason Kidd si kot trener zasluži vse pohvale, potem, ko so izgubili Jabarija Parkerja. Istočasno se je vrnil Middleton, ki je izjemno pomemben njihov igralec, morda celo bolj pomemben kot Jabari Parker, Chris Middleton, in to se je na koncu izkazalo za to odločilno. Namreč po tistim, kljub poškodbi Jabarija Parkerja, ko se je vrnil Chris Middleton, so začeli igrati precej bolje in v tem zaključku sezone odigrali odlično. Bili nekaj precej časa celo za Miamijem, ga potem prehiteli na lestvici vzhodne konference in na koncu končali na 6. mestu. Kljub temu, da pa je Miami imel boljše razmere na medsebojnih zmagah. Premagali so jih 3-krat, samo enkrat izgubili. Letos Miami je bil boljši od Milwaukeeja. Pravzaprav Miami je bil letos boljši od večine ekip v medsebojnih bojih, ki sedaj igrajo na vzhodu. Samo Boston in Toronto sta imela boljše, več zmag na medsebojnih tekmah. Vsa ostala moštva so pa premagali, je pa Miami večkrat premagal, kot pa izgubil pred njimi. Kar tudi precej priča o tem, razen seveda Chicaga sem pozabil. Boston, Toronto in Chicago so odnesli več zmag na medsebojnih tekmah, preostala moštva pa seveda Cleveland, Washington, Atlanta, Milwaukee in Indiana so pa imela slabše razmerje na medsebojnih tekmah. Vendar Milwaukee je odlično moštvo, visoko moštvo, ki ima na vseh položajih izjemno visoke igralce in lahko recimo postavijo peterko, kjer recimo nihče ni nižji od 200 cm, teoretično. Čeprav seveda dostikrat sedaj igrajo z Brogdonom, to je ta novinec, ki letos kandidira tudi za novinca leta, skupaj s Šarićem in Embiidom, ki verjetno te nagrade, kljub temu, da je bil najboljši novinec leta, ne bo dobil zaradi tega, ker je odigral premalo tekem. Vendar Brogdon je eden izmed kandidatov za novinca leta. In Milwaukee je z temi igralci resnično naredil odlično, ima za seboj odlično sezono in bo v prvem krogu, mislim, da kar neugoden oreh za strti, ki ga bo Toronto le stežka strl, namreč čeprav Toronto je tukaj še vedno favorit. Toronto je pa tisto moštvo, ki je pa v prestopnem roku naredilo najboljše poteze s prihodom Ibake in PJ Tuckerja. Vem, da sva ga proglasila za zmagovalca prestopnega roka in to se je potem v drugem delu sezone tudi potrdilo. Toronto je ravno s tema dvema igralcema, PJ Tuckerjem in Ibako, ogromno pridobil v obrambi, kljub temu, da so bili brez Kyla Laurija, ki se je šele na koncu sezone vrnil v ekipo, se pravi njihov prvi organizator, so na konec sezone zaključili izjemno, nizali zmage in kljub temu, da so končali na 3. mestu, če ne bi izgubili Kyla Laurija, bi prav mogoče morda bili na koncu na 1. mestu. Vsaj tako dobro so igrali. Zaradi tega je Toronto še vedno favorit, ampak Milwaukee to je celo moj izbor za serijo prvega kroga, za najbolj zanimivo serijo prvega kroga na vzhodu zagotovo. Strinjam. No, naslednji par, Washington, Atlanta, kaj napoveduješ? Jaz dajem prednost Washingtonu. Mislim, da Washington, predvsem zaradi tega, ker je Atlanta nekako stežka se pririnila v končnico na koncu sezone. Niso igrali dobro, čeprav potem, ko se je vrnil Millsap, že spet so tudi oni začeli. Millsap je eden izmed teh igralcev, mimogrede, ki bi morda tudi lahko letos poleti zamenjal sredino in o katerem se je tudi nekaj malega govorilo v Miamiju kot en izmed teh možnih igralcev, ki bi se jim pridružil. In Millsap je v zaključku sezone tudi pokazal svojo vrednost, če bo ostal v Atlanti. Atlanta je z njim recimo moštvo, ki se bo borilo za tista prva 4 mesta v konferenci tudi v prihodnosti, če ostanejo nespremenjeni. Čeprav Atlanta je eno izmed teh moštev, ki ne ve, kaj hoče. Letos so zamenjali Korverja med sezono, potem je kazalo, da bodo zaradi tega pred sezono tudi Tiga poslali v Indiano in je kazalo, da se bodo odločili za tankanje oziroma namerno izgubljanje in borbo za čim višji izbor na naboru, ampak so se potem na koncu
zgleda odločili drugače, ker so pripeljali Dwighta Howarda in seveda ukrepili centrski položaj. Tako da, ja, mislim, da je tukaj, seveda se strinjam s tabo, Washington absolutni favorit, glede na njihove igre v zaključku sezone. Predvsem Washington ima izjemen napad, ampak vendar majhen. V končnici vemo, je obramba tista, ki pogosto odloča tekme in Washington se je pokazal kot zelo precej slabo obrambno moštvo. Zaradi tega zdaj v zaključku sezone bodo morali zaigrati precej bolje v obrambi in če bodo v obrambi vsaj povprečni, ne bi smeli imeti večjih težav z Atlanto. No in na koncu še zadnji par na vzhodu, Boston in Chicago. To je pa par, kjer ga bi jaz označil za, če gledam še na zahodu, je to par, ki bi ga lahko označil za tistega, do kjer bi lahko prišlo do presenečenja. Predvsem zaradi tega, ker, kakor si že povedal, da se v končnici igra obramba precej boljša, kakor v rednem delu sezone in Boston ne slovi ravno kot najboljše obrambno moštvo, medtem ko sem gledal ravno statistiko Chicaga in pa Bostona, je v vseh defenzivnih statistikah, ki jih merijo Chicago, boljši od Bostona. Se pravi, v obrambnih skokih, v ukradenih žogah in tako naprej, ne. Zanimivo bo videti, zdaj namreč Chicago je naredil tisti niz na koncu sezone ravno brez Wadea. Z Wadeom so izpadli iz končnice, nato pa se brez Wadea, ko je ta zdravil svojo poškodbo, že spet prebili na tista mesta, ki vodijo v končnico. Zdaj Wade se je takoj čisto na koncu sezone že spet vrnil v postavo in bo seveda igral v končnici pomembno vlogo in bo seveda zdaj vprašanje, kako bo to zdaj delovalo, kako bodo njega spet inkorporirali v njihovo igro, ki je roko na srce brez Wadea v mnogih aspektih delovala celo bolje, predvsem zaradi tega, ker trener Hoiberg namreč rad goji hitro igro, kjer žoga ogromno kroži, kjer imaš na zunanjih položajih igralce, ki znajo zadeti trojko. Torej vse to, kar Wade ni. In bo zanimivo zdaj videti, kako bo Wade odigral v končnici. Ja, Boston, ja, in tukaj že spet, če smo omenjali obrambo, ja, in si se ti navezal na obrambo, bi se jaz samo še za konec tudi postavil piko na i. Boston je moštvo, ki je imelo v obrambi veliko težav, v obrambnem skoku veliko težav. Vemo, da njihov najboljši igralec Isaiah Thomas je obenem tudi morda celo najboljši napadalni igralec, ker je ravno problem Isaiah Thomasa namreč to, da je morda celo najslabši obrambni igralec v ligi. In je seveda potrebno vedno, ko je on na parketu, zraven njega imeti na drugih zunanjih položajih Bradleyja in Smarta, ki sta pa na drugi strani dva izmed najboljših obrambnih igralcev na zunanjih položajih v ligi. In s tema dvema pač malce skrijejo Thomasa. Ampak v končnici je to malce težje. Malce težje, poudarek na individualno obrambo je dosti večji. V končnici individualne napake se precej več poznajo. Zaradi tega imam tudi jaz nekaj dvoma v Boston, predvsem seveda v Boston v kasnejših krogih. Mislim, da bi morali v prvem krogu proti Bikom še vedno odnesti zmago, če seveda vzamem v poštev to, kako sta obe moštvi igrali v rednem delu sezone. Ampak ja, moji pomisleki so povsem isti kot tvoji. Mislim, da Boston ni moštvo, ki dejansko redni del sezone so končali na prvem mestu lestvice vzhodne konference. Boston ni najboljše moštvo vzhodne konference. Mislim, da kot pravijo Američani, they are not what their record shows. Oni niso to, kar kaže njihov skor na koncu. Tako, njihovo razmerje zmag in porazov. Mislim, da jim še vedno manjka en igralec, morda ravno recimo Jimmy Butler, morda ravno recimo Paul George, dva igralca, ki so jo že povezovali kot potencialna, ki bi lahko preko menjave prišli v Boston. Mislim, da jim manjka še en dodatni skorer, ki lahko igra tudi obrambo. In to so pa ravno seveda Paul George in Jimmy Butler. In bo zanimivo videti, mislim, da je to tudi ena izmed teh serij, ki jo bo potrebno spremljati. Mislim, da bo Boston imel težave že v prvem krogu. Moja napoved je recimo 4-2 za Boston, da bo Chicago zmagal 2 tekmi, vendar mislim, da bo še vedno na koncu Boston napredoval v drugi krog. Dobro, no, pa zdaj zaključila z vzhodom.
greva malo na zahod pogledati, kjer bojo verjetno vsaj v prvem krogu zadeve dosti bolj enosmerne kot na vzhodu, predvsem če gledamo recimo Golden State, Portland, San Antonio, Memphis, te dve seriji sta verjetno bosta bolj enosmerni, medtem ko znata biti pa ravno seriji z Clippersi, Utahom in predvsem Houston in Oklahoma, ta boj MVP kandidatov, te dve seriji znata biti izjemno zanimivi. Ja, povsem se strinjam s tabo, mislim, da brez veze izgubljati besede z serijo Golden State in pa Portland in pa San Antonio in Memphis, mislim, da sta te dve seriji, to sta dve seriji, kjer bosta seveda zmagovalca Golden State in San Antonio in mislim, da bi morali obe moštvi brez večjih težav, čeprav Memphis je tisto moštvo, ki v končnici vedno igra bolje. Mislim, da bo Golden State premagal Portland v 4 ali 5 tekmah, torej 4-0 ali 5-1, bo izid te serije, medtem ko mislim, da bi Memphis znal ukrasti vsaj 2 zmagi, ukrasti v navednicah seveda, ukrasti vsaj 2 zmagi San Antoniju in recimo tekme, da bodo dosti bolj izenačene kot seveda Golden State in Portland. Vendar tudi San Antonio bo seveda brez težav napredoval. Potem pa ja, Houston, OKC, tekma serija 2 kandidatov za najbolj koristnega igralca. Mimogrede, sam bi najraje videl, glasujejo v glasovanje za najbolj koristnega igralca poteka takoj po zaključku rednega dela sezone. Pravzaprav včeraj v petek so morali oddati že glasove za najbolj koristnega igralca. Mislim, da bi bilo najbolj pravično, če bi dejansko oddali te glasove, ker se zdi, da sta seveda Harden in Westbrook tista glavna kandidata, čeprav jaz še vedno trdim, da je Kawhi tisti pravi MVP, vendar o tem več prihodnji teden, ampak če sta to res 2 glavna kandidata, bi bilo fair, da bi recimo glasove oddali po zaključku te serije. Namreč Houston in OKC, mnogi trdijo, da je Westbrook MVP, najbolj koristen igralec zaradi tega, ker je slabšim moštvom več naredil. Ampak če se zazremo na začetek sezone in pogledamo napovedi, ki so jih recimo napovedi navijačev na eni strani, na drugi strani tiste morda malce bolj relevantne napovedi stavnic, so stavnice pred začetkom sezone obema moštvom napovedovale približno isto število zmag in porazov. Obema napovedovale tam nekje boj za 7., 8. mesto, 6. in do 8. mesto v zahodni konferenci, približno isto število zmag. In zdaj, če pogledamo, recimo stavnice so napovedovale OKC-u, Oklahomi, ravno toliko zmag, kot so jih na koncu tudi imeli. Tako da težko rečemo, da je OKC naredil presenečenje. Presenečenje individualna statistika, morda Westbrooka. Ampak samo moštvo pa ni naredilo tistega presežka, ki ga je naredil Houston, ki je pa dejansko na koncu osvojil 14-15 zmag več od njihovih prvotnih napovedi oziroma od prvotnih napovedi stavnic. Zaradi tega in seveda glede na potek rednega dela sezone, jaz pravzaprav mislim, da bo Houston brez večjih težav premagal Oklahomo. Tudi tukaj mislim, da 4-2 bi moral... Jaz bi rekel skoraj 4-1. Jaz mislim, da bo imela Oklahoma izjemne težave z pokrivanjem zunanjih igralcev in to dejansko, ker Houston je najboljša šuterska ekipa lige, zmečejo daleč največ trojk, ne, in če se jim zadeva poklopi in letijo trojke noter, kot za šalo, mislim, da Oklahoma ne bo imela pretiranih Houston, ja, seveda. Ne vem, si rekel Boston, Houston, ampak lahko se nam včasih zagovori in potem, ko podcast že objaviva, opaziva, da sva razmišljala o kakšnem drugem igralcu ali kakšnem drugem moštvu in rekla nekaj drugega in potem seveda, se zgodi. Ampak ja, Houston je njihovo število zmečajo daleč največ trojk med vsemi moštvi v ligi. Kot sva že parkrat v prejšnjih podcastih dejala, igrajo run and gun na steroidih, igrajo D'Antonijevo košarko, ki jo je on igral z tistimi 7 seconds or less Sunsi na sredini 2000 let, 2004, 2005, 2006, te sezone. Zdaj so še izpopolnili to košarko in dejansko, ko gledaš
njihov strelski diagram, ki prikazuje, odkje mečejo mete, praktično nobenega meta, v celotni sezoni so vrgli 20 metov iz pol razdalje, vse ostalo so trojke in izpod koša. Dejansko, in seveda imajo tudi nekaj igralcev v obrambi, ki lahko v obrambi zapolnijo Hardenove luknje, medtem ko Oklahoma. Ja, ker obenem tudi ta dva kandidata, zaradi katerega je zame Kawhi še vedno tisti pravi MVP, je seveda ta, da igra obrambo. Medtem ko Harden in Westbrook, še posebej Westbrook, če smo v prejšnjih sezonah lahko se delali, včasih celo norčevali iz Hardena in njegovega neigranja obrambe, ko morda niti roke ni stegnil, ko je igralec šel mimo njega, oziroma samo pospremil ga je z pogledom. Letos to počne Westbrook, ki sploh ne igra obrambe. V končnici, če ne bo igral obrambe, eden izmed frapantnih podatkov je ta, da Westbrook sploh ne pokriva igralcev na trojki, ampak se pusti povsem proste mete igralcev, ki ga pokriva na trojki in se pomakne bliže košu, da lažje ujame skok. Manj metov za tri v sezoni sta branila samo Whiteside in pa DeAndre Jordan. Dva centra, ki sta naravnana izrazito k igri izpod obroča, ki vedno branita raketo in seveda nikoli se ne znajdeta na zunanjih položajih, da bi pokrivala trojko. In samo dva centra sta dva igralca, ki sta seveda, če gledaš samo branilce, je smešno, kako nizko število metov za tri obranil. V celotni sezoni je recimo obranil 25-30 metov za tri, kar je na 80 tekmah v ligi, kjer vsi mečejo ogromno trojk, nekaj nenormalno majhna številka, nizka številka. Mislim, da še manj. Bom pogledal, ko bova imela to debato o najbolj koristnem igralcu, kakšno je to število. Ampak ja, če bo v končnici si privoščil Westbrook tako igro, potem bo Houston 4-1 ali 4-0 premagal Oklahomo. Ampak mislim, da bo v vsakem primeru zanimiv dvoboj, predvsem zaradi tega individualnega dvoboja dveh MVP kandidatov. Oba bosta želela pokazati čim več. Westbrook je igralec, seveda, pogosto ga, recimo, znala sva ga že pokritizirati, ampak bova ga naslednji teden tudi dovolj hvalila, da ne bo kdo mislil, da sva sovražno nastrojena proti Westbrooku, ker ima seveda zasluženo več kot dovolj svojih navijačev in ljubiteljev njegove igre. Vsekakor povprečje trojnega dvojčka, ne glede na to, koliko skokov so mu na tekmo podarili centri, ne glede na to, da ne brani, seveda, da v obrambi letos bil popolna luknja in dobesedno ni igral obrambe, skoraj nič, je njegov napadalni učinek, njegova igra v napadu tako intenzivna, njegov usage rate, količina žoge, že samo iz tega fizičnega aspekta je to. Iz tega atletskega aspekta je to vsekakor izreden dosežek in, kot sem dejal, naslednji teden ga bova tudi hvalila, ne samo kritizirala, ampak ja, če ne bo seveda vsaj malce zaigral v obrambi v končnici, bo serija hitro končala. No, pogledajmo še ta zadnji par, ta bi znal biti eden izmed bolj izenačenih, Clippersi, Utah. Utah, kjer je trener, tudi pomočnik trenerja Kokoškov, ki bo poleti treniral našo reprezentanco. Ja, to bo vsekakor zelo izenačena serija, tudi tekme med sezono so bile zanimive, čeprav so se nekatere bile zelo enostranske. Moštvi sta na koncu končali na 4. in 5. mestu, torej gre za dve moštvi, ki so ločili z enakim številom zmag in porazom. Obe dve sta sezono končali z 51 zmagami in 31 porazi. In vsaj to kaže na precej izenačeno serijo. Obe moštvi sta zelo dobri v obrambi. Utah je celo eno izmed najboljših obrambnih moštev v ligi. Clippersi malce slabši, vendar znajo tudi igrati dobro obrambo, kar seveda že spet v končnici precej pomeni. Mislim, da bomo spremljali izenačeno in dobro serijo. Mislim, da je to tista serija, ki bi se znala podaljšati do 7 tekem, kjer bi na koncu znala odločiti, torej 7. tekma, zadnja tekma. Ja, tista zadnja minuta. Ja, in kjer so napovedi zelo nehvaležne, čeprav v zaključku sezone, zdaj, ko so Clippersi zdravi,
To je, tako bom rekel, to je tista zadnja priložnost za Clippers, da še nekaj naredijo. Če bodo izpadli v prvem krogu, mislim, da se bo na koncu ali Blake Griffin ali Chris Paul, mislim, da se bo eden od tega para, te dvojice poslovil, zamenjal sredino. Zaradi tega mislim, da je to tisti njihov, kakor pravijo Američani, the last hurrah. Make or break. Ja, in da bodo vsaj v prvem krogu premagali Utah, ki pa je eno izmed teh moštev, ki se dviga, ki se vztrajno dviga. Ravno zadnjič sem gledal eno zanimivo statistiko, zanimivo dejstvo. Namreč Utah je v zadnjih 4 letih napredoval, pred 4 leti zmagal nekaj več kot 20 tekem, pred 3 leti nekaj več kot 30 tekem, potem lansko leto nekaj več kot 40 tekem in letos več kot 50 tekem. Prav ta krivulja njihovih uspehov gre na gor, dvigajo se počasi, vztrajno, vidi se, da gradijo moštvo okoli primernih, pravih igralcev in sprejemajo prave odločitve. Tista krivulja oziroma gradnja moštva, kot bi si jo lahko le želeli. Ne prihaja do tistih odstopanj iz 20 zmag na 50 zmag in potem padec na 30 zmag, vendar vsako leto nekaj zmag več, vsako leto nekaj boljša igra in zagotovo od njih pričakujem veliko, ker imajo mlado jedro, ker imajo dobro, jedro moštva je mlado. Če bodo zadržali Haywarda, o katerem sva že precej spregovorila v tistem prvem delu, je to moštvo, ki bi znalo v prihodnjih letih se boriti za vrh zahodne konference, za recimo tisto 3., 4. mesto, morda s Houstonom. Clippersi bodo verjetno nazadovali, nekatera druga moštva se bodo dvignila, Memphis je tudi staro moštvo, Denver je moštvo na porastu, kaj bo z New Orleansom, to so vsa zanimiva vprašanja, ki si bo lahko še postavljala, ampak eno izmed teh moštev, ki je v vzponu, je Utah, vendar recimo, da letos, ravno to, ali je to, v tej seriji bomo dobili odgovor na vprašanje, ali je to leto, ko Utah naredi svoj prvi preboj in naznani svoj prihod med najboljša moštva zahoda, ali pa je to leto, kjer bodo Clippersi končno potrdili tisto, kar že mnogi, namreč Chris Paul v vseh teh letih še nikoli ni s Clippersi prišel v finale konference. Chris Paul še nikoli sploh ni igral v karieri v finalu konference. Igralec, ki ga imajo mnogi za najboljšega organizatorja moderne dobe, najboljšega organizatorja zadnjih 5-8 let, nekateri celo brez konkurence za najboljšega organizatorja, ni še nikoli igral v finalu konference in z tako zvezdniško ekipo, v kateri igrata še Griffin in DeAndre Jordan, ki sodi med najboljše obrambne centre lige, po nekaterih celo je najboljši obrambni center lige, tudi bil nagrajen že kot član najboljše obrambne peterke. Torej, z zelo dobro ekipo in renomeranimi imeni, potem je tukaj še eden izmed najboljših ostrostrelcev, J.J. Redick. S tem jedrom jim ni uspel preboj še v vseh teh letih do finala zahodne konference. Kljub temu, da tudi seveda Doc Rivers, eden izmed najbolje plačanih trenerjev, pogoji imajo vse, seveda, da ne bom se zapletal in nadaljeval, ker se že bližava 1 uri in je čas, da zaključiva ta podcast. Vseeno bom rekel tako 4-3 za Clipperse v prvem krogu, pa ti? Se strinjam s tabo. Tako, mislim, da je to. Narediva še kratko pauzico, zadnjo pauzico in se vrneva z zaključkom. Ja, Blaž, upam, da nisva bila predolga. Poskušala sem biti, rekel sem na začetku, kratka in sladka, ne malce čez uro bo na koncu podcast. Zdaj upam, da ne bo to predolgo za najine poslušalce. Če bo kot ponavadi, seveda vaju vabimo, da naju pokritizirate ali pohvalite, kakršnokoli je pač že vaše mnenje. Na katerih naslovih, kje naju lahko dosežejo, Blaž? Ja, lahko naj dosežete na Facebooku NBA Slovenija, pa preko naše spletne strani sportinfo.si in pa tudi preko Twitterja sportinfo.si, tam so še največ dosegljiva, poleg Facebooka seveda. Ja, to je to. Še kaj za dodati, Blaž, ali se lahko poslovijo? Ja,
hvala, da ste nas zdaj poslušali. Upam, da boste uživali v letošnji končnici Lige NBA. Ja, naslednji teden se vrneva z najnimi nagradami, kot sem že omenil, za najbolj koristnega igralca. Naredila bo tudi kratek pregled prvih tekem prvega kroga. Do takrat pa seveda vsem lep pozdrav, uživajte v tekmah končnice. In adijo. Hold up.